Torej, lep pozdrav na naslednjem panelu, ki se bo ukvarjal z okoljsko zgodovino. Prvi referent je mladi raziskovalec na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Aljaž Sekne, ki se je na Filozofsko fakulteto vpisal leta 2016 in je od leta 2022, se pravi eno leto, na oddelku za zgodovino tudi mladi raziskovalec. Njegovi raziskovalni interesi so interdisciplinarno preučevanje zgodnje srednjeveške zgodovine vzhodnih Alp in jugovzhodne Evrope ter oblikovanje identitetnih skupnosti, zlasti zgornjih Slovanov. Ampak očitno se ne ukvarja sam s tem, kar ni dal svojo predstavitev, ukvarja se očitno tudi z okoljskimi temami. Tako da prosim Aljaža, da nam predstavi svoj referat. Torej, lep pozdrav vsem skupaj tudi v mojem imenu. Kot torej vidite, jaz bom zdaj skušal rekonstruirati klimatsko zgodovino v vzhodnih Alpah na prelomu z antike v srednji vek. Zdaj, to se je izkazalo v bistvu za precejšen izziv, ker so paleoklimatološke raziskave, sploh za to obdobje, praktično še v povojih. Za zdaj so bili narejeni le posamezni case study, predvsem za vzhodni Mediteran, tako da ta študija je osmišljena nekako kot nek uvod v samo problematiko v vzhodnih Alpah. Bom pa seveda zaradi časovnega okvira predstavitve dal poudarek samo na tako imenovano poznoantično malo ledeno dobo, ki je torej bila občutena v vzhodnih Alpah na prelomu 6. v 7. stoletje. Torej, kako sem se zdaj temu približal? Za rekonstrukcijo klime med 5. in 7. stoletjem sem uporabljal tako imenovane posredne proxy podatke, kot se imenujejo. Te, grobo rečeno, delimo na arhive družbe, to so zame primarno pisni viri, in arhive narave, torej razne drevesne branike, jezerne sedimente, kapnike, pelotane in tako dalje. In sploh ti naravni proxy so lahko tukaj izredno dragocen vir, ker lahko s pomočjo njihove fizične in kemične sestave pridobimo zelo zanimive informacije o preteklih klimatskih nihanjih. V vsakem primeru tako pisni, kakor tudi naravni viri ohranjajo zelo dragocene podatke o preteklih klimah, čeprav je njihova primerjava včasih lahko tudi zelo zmedena. No, kot prvo se je treba zavedati, da historična klimatologija zgodnjega srednjega veka v primerjavi s tisto, ki se ukvarja z zgodnjim novim vekom, na kateri tudi primarno temelji sama metodologija, se povsem razlikuje. In sicer zato imamo tukaj bistveno manj pisnih virov, obenem pa tudi niso serijski po naravi, kar pomeni niso kontinuirani. In zdaj recimo v primerjavi z zgodnjim novim vekom, kjer se lahko recimo vremenske vzorce indeksira, recimo po Pfisterjevem indeksu, to seveda ne pride v poštev za zgodnji srednji vek. Avtorji tukaj omenjajo izključno samo naravne ekstreme, ki so se pač sodobnikom tudi zdeli nadvse neobičajni. Zato je tudi praktično nemogoče rekonstruirati klimatske vzorce izključno samo na osnovi pisnih virov. No, jaz sem uporabljal tukaj predvsem grške in latinske vire, ki so nastali v Italiji in v Konstantinoplu večinoma. No, kar pa zadeva še arhive narave, sta za zgodovinarje koristna predvsem dva tipa proksijev. Kot prve izpostavljam torej drevesne branike, to so torej kolobarji, upam, da se lepo vidi, ki jih vsako leto prirastejo drevesa, zelo poenostavljeno povedano. Drugi vir pa predstavljajo še kapniki, ki nastajajo torej zaradi nalaganja mineralov, ki so izločeni v bistvu iz kapljajoče vode v kraških jamah, tako bi to pojasnil. In oboji nam dajo zelo koristne informacije o preteklih temperaturah in padavinah, ključne so sploh drevesne branike, ker nam omogočajo letno ločljivost, to pomeni, so zelo natančne. So pa kot koristni proksi, mislim, da si vsem zaslužijo omembo tudi jezerni sedimenti, to so razni fizični izvrtki iz dna jezera ali barja, ampak imajo običajno izredno slabo ločljivost in omogočajo praktično le datacijo merjeno v stoletjih, kar nam zgodovinarjem ne koristi prav veliko. To seveda ne pomeni, da ne dobimo tudi visoko ločljivih jezernih sedimentov, jih imamo in tudi jaz bom enega uporabljal iz Skadarskega jezera. In če samo na hitro pogledamo, zdaj naravno na teh treh tipih naravnih virov, ki sem jih pravkar omenil, temelji tudi moja raziskava. Vijolični trikotniki predstavljajo sedimentološke analize, predvsem jezerne sedimente. Potem imamo rdeče trikotnike, ki predstavljajo kapnike, pa seveda še zelen kvadrat in oranžkasta elipsa, ki sta za nas najpomembnejša. To sta namreč študiji, ki temeljita na drevesnih branikah. In oranžni predel predstavlja geografski obseg raziskave, ki kaže temperature za zadnjih 2500 let v Alpskem visokogorju. Medtem ko imamo še tale zelen kvadrat, zelo pomemben, to je namreč rekonstrukcija, statistični izračun v bistvu
padavin za današnji slovenski prostor po tako imenovanem sušnem atlasu starega sveta, OWDA, Old World Drought Atlas. No, omenjal bom pa seveda tudi komplementarne propsije, to so seveda ledeniki, kot vidite, predstavljata jih modra trikotnika, so pa seveda tudi drugi, recimo razne ledene jame, ampak jih žal nimam časa vseh obravnavati in jih bom zato izpustil. In če se seveda lotimo kar podnebne zgodovine, torej kot kažejo drevesne prevrnike z alpskega visokogorja, so bile temperature v vzhodnih Alpah v 5. stoletju v primerjavi s prejšnjimi stoletji občutno nižje in ta trend je zaznati tudi na globalnem nivoju. Če pogledamo tale graf, mimogrede, ta graf ne predstavlja temperatur samih po sebi, to moram nujno izpostaviti, ampak predstavlja temperaturni odklon v primerjavi z referenčnim obdobjem, v tem primeru, kot vidite, z 20. stoletjem, med 1900 in 2003. In kot vidite, temperature so tukaj seveda na grafu, to ni vidno, ampak v primerjavi s 4. stoletjem so že v 5. stoletju temperature bistveno nižje in ta trend nekako niha, dokler se okoli 536 ne prevesi v skorajda navpičen padec. Zdaj, kaj temu bo trovalo? Takrat nastopi izrazita podnebna anomalija, ki je bila zaznana po celotni severni hemisferi in je bila najizrazitejša v celotnem prvem tisočletju, torej je zelo pomembna. Povzročitelj izbruha vsaj 2 ognjenikov, in sicer prvi izbruhnil leta 536 in sicer na severni polobli, kot kažejo ostanki žvepla na Grenlandiji, medtem ko je do druge erupcije prišlo leta 540 in je prav tako zelo silovita. Ta pa se seveda odvija v tropskem pasu, in sicer žvepleni delci so bili najdeni v ledenih vrtinah na Antarktiki. In kar je zdaj za nas pomembno, ravno na osnovi teh 2 vulkanskih izbruhov se je izoblikovala ta klimatska anomalija, ki smo jo lahko videli na prejšnjem grafu. In ker jo je zaznamovala takšna ohladitev, so seveda raziskovalci leta 2016 poimenovali poznoantična mala ledena doba, Late Antique Little Ice Age, LALIA. In ta trend naj bi trajal vse do okoli leta 660 in po mojih raziskavah je ta anomalija pustila pečat tudi v vzhodnih Alpah. Zdaj, če tukaj pogledamo, tole je graf, ki prikazuje žveplene delce v plasteh ledenih vrtin na Grenlandiji in če vidite, so pod leto 536 so razmerja žvepla v bistvu zelo visoka. In torej na Grenlandiji je vsekakor bilo zaznati torej ta žveplo, ki je prišlo iz ognjenika. Enako lahko zasledimo tudi za izbruh leta 540, tokrat na Antarktiki, torej na južni polobli. In vidimo, da sta dve vrtini iz vzhodne in zahodne Antarktike zaznale ta izbruh. Torej je šlo vseeno za precej silovit izbruh, ostalih že nimamo časa obravnavati, kjer so tudi zanimivi, ampak vendarle. Če gremo kar na posledice. Zdaj, učinek teh erupcij so zaznali naši arhivi družbe, sploh z ozirom na leto 536. Ti namreč omenjajo zatemnitev neba, ki naj bi trajalo nekje od 12 do 18 mesecev in naj bi imela za posledico ohladitev in sušne razmere. Glavni viri so Prokop iz Cezareje, njegov opis krasi moj naslov, pa Janez Lidos, oba sta delovala v Konstantinoplu sredi 6. stoletja, Kasiodor, ki je bil tedaj vodja civilne uprave v Ostrogotski ravini, in Janez iz Efeza, oziroma vir v njegovi tradiciji, ker je izgubljen. No in ta zatemnitev je bila verjetno povezana z žveplovimi aerosoli, ki jih v bistvu ognjeniki ob eksplozivnem izbruhu, imamo več tipov izbruhov, mimogrede, ob eksplozivnem izbruhu jih ognjeniki pošljejo v atmosfero, lahko pride torej do oblikovanja takega aerosolnega oblaka, ki v bistvu vira sončno sevanje, torej glavni vir ogrevanja na Zemlji, kar pomeni, da lahko to privede tudi do ohladitve. Tako da se zdi, da imamo v bistvu sredi 6. stoletja opravka s fenomenom, ki je zelo primerljiv z letom brez poleta 1816. Zelo zanimivo. Sicer pa izpostavljam, da tudi pisni viri omenjajo v drugi polovici 6. stoletja in tudi v 7. stoletju, ko ta trend traja, omenja torej številne mrzle zime in tudi povečanje padavin, ponekod celo suše. Je pa res, da seveda avtorji teh fenomenov razumljivo ne smatrajo kot medsebojno povezanih, kot to danes recimo počnemo mi in na kateri verjetno tudi niso bili povezani, ampak ja. Če gremo zdaj na arhive narave, jaz sem tukaj dal največji poudarek, ker je praktično nekaj, kjer je res nov doprinos. Izpostavljam, da sem jaz številne grafe zrisal za te lokacije, ki sem jih predtem že na prvi sliki takrat pokazal, ampak že nimamo časa, da bi vse pogledal, tako da bom izpostavil samo najpomembnejše. Torej, kakšne so posledice te temperature oziroma te podnebne anomalije?
Odraža se z ozirom na temperature med 536 in 660 in na to opozarjajo sedimentološke analize z okolice Milne na Visu. In če se spomnimo, sedimentološke analize so seveda zelo nenatančne, moramo biti previdni. Tam v bistvu opozarja, da ne bi prišlo do ohladitve šele v 5. in 6. nekje stoletju, ampak ni točno zaznano, torej kdaj. In ta trend naj bi trajal vse do 10. stoletja na Milni, na Visu. In dejansko ne bi bila okolica Milne tedaj poraščena z drevesi, pri čem naj bi bili dominantni vrsti rdeči bor in cemprin. Cemprin recimo zelo dobro prenaša mraz in ga najdemo tudi v švicarskih Alpah recimo. No in s tem trendom ohladitve se skladajo tudi drevesne branike in kapniki iz jame Španagelj iz avstrijskega visokogorja. In če pogledamo, lahko vidimo, da je med 536 in 660 so temperature v primerjavi s prejšnjim obdobjem, s 5. stoletjem, ki smo ga omenjali, občutno nižje, kljub temu, da imamo prisotna nekatera nihanja, recimo med 590 in 610, ne vemo, kaj to povzročilo, in 626-640. Tle je pa Krivšen ognjenik iz severne poloble, ki je bil še silovitejši kot ta 536, ampak pusti manjše posledice. Kakorkoli, če smo pozorni, pogledamo med 530 in 660, imamo torej nižji temperaturni trend in če pogledamo zdaj še v jami Španagelj, ki je povsem neodvisen vir, spet kljub različnim odklonom, torej odkloni temperaturna nihanja niso skladna z drevesnim branikom, ampak vsem vidimo med 530 in 660 so temperature nižje kot seveda razmerja stabilnih izotopov kisika. Tukaj kažejo temperature. To je zelo kompleksna stvar, ki se jo mogoče lahko v diskusiji dotaknemo, ampak vendarle vidimo, absolutno se je v avstrijskem visokogorju v tem obdobju ohladilo, to lahko z gotovostjo rečemo. Je pa seveda res, da eni viri pa niso povsem jasni, so kontradiktorni, recimo dva ledenika, za katera bi pričakovali, da se v tem času širila, Gepačfer in Pasterica, se ne širita. Zanimivo, veliki ledenik Aleč se širi v tem obdobju, v 6. in 7. stoletju, te dva se ne. Isto je zanimivo tudi kapnik iz jame Savi pri Trstu. Imam tudi graf, ampak ga nimam časa pokazati. Ta graf zanimivo v začetku 6. stoletja ne nakazuje ohladitve, ampak otoplitev. Povsem nasproten trend. Ne vemo, moram izpostaviti sicer, da ta kapnik nima najboljše resolucije, obdelan je bil tudi že dobrih 20 let nazaj in bi si mogoče tudi zaslužil revizijo, saj z ozirom na kronologijo, ker za starejše obdobje je bil revidiran, kakor vem. No, drug trend, ki pa prav tako zelo zanimiv, se pa tika padavin. Tukaj so pa stvari bolj zapletene. Takoj ob nastopu anomalije 536, recimo v sredozemskem prostoru skupaj z Jadranom, očitno nastopijo bolj sušne razmere. In to kažeta predvsem kapnik iz Strašne Peč na Dugem otoku in jezerni sediment iz Skadarskega jezera. Ta je precej natančen, v bistvu jezerni sediment. In zanimivo, v Skadarskem jezeru pride do vrhunca sušnosti v prvem tisočletju ravno leta 550, torej razmere postajajo po začetku anomalije čedalje bolj sušne. Je pa zanimivo, če se pomaknemo proti severozahodu, recimo proti Italiji, vzhodnih Marblih in Panoniji, tukaj je pa zaznati ravno nasproten trend. Zdaj kapnik iz jame Renele mogoče ni najboljši primer, zato ker je kapnik sporočilen z ozirom na padavine v jesenskih in zimskih mesecih, ampak nakazuje ravno nasproten trend kot v Skadarskem jezeru. Tukaj v bistvu pride do največje vlažnosti ravno leta 550, torej povsem nasprotno. In prav tako na padavino opozarjata Blatno jezero in jezero Nadaš na Madžarskem. Gladina jezera je bila višja v 6. in 7. stoletju. Ampak to so spet taki posredni proksi, ki niso najbolj natančni. Za nas bo ključen predvsem tale zelen kvadrat. In sicer to, kot smo omenili že prej, je rekonstrukcija sušnosti, statistični izračun sušnosti za slovenski prostor današnji. In če ga pogledamo, lahko vidimo, da je v primerjavi s 5. stoletjem, ki so razmere relativno sušne, Palmer indeks sušnosti se ga je treba interpretirati tako, da je +4 nakazuje vlažnost, -4 pa sušnost. In lahko vidimo, da kljub temu sušnemu trendu potem 536 nastopi v bistvu zelo izrazit vlažni trend, ki traja s temi odkloni praktično vse do leta 660. Torej zelo lepo se sklada in to so neodvisni viri, ki opozarjajo, da so bile torej padavine povečane v vzhodnih Alpah. Sicer pa se mi zdi torej tukaj, upam, da se tukaj jasno vidi zdaj nekaj, kot prvo podnebne anomalije, kot jo zdaj uravnavamo postnatična mala ledena doba, so se lahko regionalno zelo različno odražale, tudi lokalno. In zato je to, ja. Torej, če gremo še zaključujemo relativno hitro.
Vpliv klime, samo še predelamo. Zdaj, kakšen je bil vpliv klime oziroma klimatskih nihanj na ljudi? S tem vprašanjem dregnemo v bistvu eno izmed temeljnih problematik historične klimatologije in to je kauzalnost. To se mi zdi vredno izpostaviti, zato ker smo zgodovinarji. Problem je, da tudi tam, kjer razpolagamo z obilico virov, direktne vzročne povezave včasih zelo težko dokažemo, oziroma če jih, težko določimo mero klimatskega vpliva. To se vsaj po mojem mnenju jasno vidi na primeru Lakovite v Italiji v 30 letih 6. stoletja, kjer arhivi družbe, sploh Kasiodor, v povezavi z zatemnitvijo sonca, pred tem smo jo omenjali, 536-37, omenja lakoto zaradi izpada pridelkov. In to lakoto naj bi torej povzročili spremenjeni klimatski parametri. In to zagotovo drži do določene mere. Ampak v Italiji, mislim, da je vsekakor posledice pustila tudi uničujoča vojna med Vzhodnim Rimom in Ostrogotskim kraljestvom, ki je ravno takrat divjala in je zelo silovita. V Istri, kjer ni bilo odprtih spopadov, recimo, je bila letina 537, torej neposredno po zatemnitvi, v bistvu zelo dobra. Seveda obstaja tudi, bi lahko tudi pojasnil to z naravnimi razlogi, recimo, da veter teh aerosolov ni zanesel tja in da tam ni prišlo do zatemnitve, ampak v raveni je bila zatemnitev, tako da se meni zdi zelo verjetno, da se mi ne zdi najbolj prepričljivo. Skratka, moramo torej paziti, da ne zapademo monokauzalnost, ko se sprašujemo torej po vlogi podnebja. Vsekakor imamo tudi antropogene faktorje, ki lahko vplivajo in vojna v Italiji vsekakor dala svoj delež k tej lakoti, ki se pojavlja v virih. Sicer pa ne smemo pozabiti, da so različne skupnosti na klimatski stres so se lahko različno odzvali in tudi prilagodile. Nekatere mogoče tudi z migracijo, kot kaže primer Marcelina Comesa z Bližnjega vzhoda, 536, če ste pozorni. In vsekakor moramo paziti, da ne zapademo v klimatski determinizem, vendar po drugi strani prav tako ne smemo popolnoma zanikati vloge klime. In ravno v tem leži glavni izziv historične klimatologije in to je ugotoviti in določiti primerno mesto vremenu in klimi v človeškem razvoju. Vsekakor moramo vpliv podnebja izmeriti na vsakem primeru posebej, čeprav je to za zgodnji srednji vek, ko ne razpolagamo z obilico virov, precej težko. In če še zaključimo, videli smo torej, da se je podnebje na prelomu z antike v srednji vek izrazito spremenilo tudi v Vzhodnih Alpah, kar se vsaj meni zdi izredno zanimivo, ker se ukvarjam z ravno tem obdobjem na tem mestu. In sicer ravno v 6. in 7. stoletju se v Vzhodnih Alpah odvijajo temeljiti preoblikovalni procesi. Takrat se oblikujejo nove politične tvorbe, ki imajo celo stepski pridih. Uveljavi se kulturni habitus, ki ga pooseblja izraz Slovani, obenem pa se izkristalizirajo tudi nove identitetne skupnosti z različnimi jezikovnimi ter političnimi pripadnostmi. In dejstvo je, da so z vsemi temi procesi sovpadali tudi izrazito spremenjeni klimatski parametri, čeprav zaradi pomanjkanja pisnih virov ne moremo zares izmeriti njihovega neposrednega vpliva na razvoj tamkajšnjih skupnosti. Ampak kljub tem pomanjkljivostim pa ne smemo pozabiti, da podnebje predstavlja ključen element človeškega obstoja. Zato klimatske parametre pri interpretacijah velja upoštevati, čeprav previdno. Prepričan sem, da paleoklimatološki arhivi narave predstavljajo precejšen spoznavnostni potencial, če k njim seveda pristopimo kritično in nam bodo v prihodnosti pomagali dodatno osvetliti kompleksne historične procese v tem zelo zapletenem, vendar ključnem obdobju slovenske zgodovine. Hvala lepa.